Zdravo poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. To je dnevno informativni podcast Večerje zjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je četrtek, 22. januar 2026. Moje ime je Mitja Sagaj. Katere teme izpostavljamo tokrat? Fotografija vrste zaposlenih UKC Maribor, ki v nedeljo ob polnoči čakajo na sprostitev avtomata za nakup parkirne kartice, razgalja dolgoletni problem parkiranja ob največji bolnišnici v severovzhodni Sloveniji. Najemniki brez stalnega naslova. Zakaj zakon dovoljuje prijavo prebivališča, praksa na najemnem trgu pa jo sistematično onemogoča. Zakaj se v sodobnem nogometu ne moreš več skriti? Kako fizioterapevt Jasmin Trnovac z znanostjo, intenzivnostjo in disciplino gradi fizično dominantni Maribor. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. Poročamo tudi o težavi zaposlenih v UKC Maribor, ki se, da bi lahko kupili kartico za parkirišče, vsako nedeljo ob polnoči postavijo v kolono in upajo, da bodo med izbranimi. Jana Juvan je z mano v studiu. Jana, kaj si izvedela? V čem je težava? Ja, po socialnih omrežjih je zaokrožila ena fotografija, na kateri je kolona nekaj 10 ljudi, ki v temi na snegu stojijo na parkirišču za stavbo oddelka za psihiatrijo UKC Maribor. In v tem zapisu ob fotografiji ta oseba trdi, da so na njej zaposleni v bolnišnici, ki se vozijo v službo tudi po 40 km daleč, da lahko pridejo v službo, tudi po noči v snegu, kot poudarjajo, in stojijo potem v koloni, ker se enkrat tedensko, in to je v nedeljo ob polnoči, sprosti avtomat, na katerem lahko kupijo mesečno parkirno kartico za parkirišče ob psihiatriji. Gre za kartico, ki naj bi jo po navedbah zaposlenih, ki so potem se javljali na komentarjih in tudi smo govorili z njimi, v bolnišnici lahko kupilo le prvih 40 oseb, stane 43 € mesečno. Obstajajo tudi letne kartice, ampak vsaj zadnja 3 leta po naših podatkih jih sploh ne izdajajo več, ker so vsa mesta že zasedena. Jih je pa, mislim, da okoli 700 za zaposlene. No, kaj pa vse to pravi vodstvo bolnišnice? Ja, direktor Vojko Flis oziroma njegova PR služba nam je odgovorila, da na ceno in politiko nakupa parkirnih kartic, da določa podjetje Best in Parking, ki s parkirnimi mesti upravlja. Torej, ta parkirišča ob bolnišnici in te parkirne hiše, to je znano, niso v lasti UKC-ja, to moramo pošteno povedati, torej ima zasebno podjetje in oni s tem upravljajo. UKC ima sicer zaposlenih okoli 3700 ljudi, parkirnih mest pa nekaj manj kot 1500, tako da je jasno, da teh kartic ne izdajajo, ker je pač morajo tudi po pogodbi zagotoviti parkirišča tudi za obiskovalce in bolnike. Znano je, kakšne težave imajo vsi, ki prihajajo v bolnišnico s tem parkiranjem. No, po nekaterih informacijah pa naj bi šlo tudi za preprodaje kartic. So tukaj kaj ukrepali? Ja, res je, v komentarjih, pa tudi mi smo govorili z njimi, se je oglasilo več oseb, ki pravijo, da so zaposlene, da zaposleni do teh kartic ne pridejo, tudi zato, ker naj bi varnostniki prvi stali tam v vrsti in pokupili večino teh kartic in jih potem v zameno za provizijo prodajali naprej zaposlenim v bolnišnici. In v vodstvu pravijo, da so, takoj ko so se seznanili s temi očitki, to prakso prepovedali. Spomniva še na to, kako je sploh v preteklosti prišlo do tega, da parkirišča na ozemlju UKC Maribor niso v lasti UKC. Ja, to je kar zapletena zgodba. Jo bom malo tako v splošnem zdaj poskušala poenostaviti. Takrat še Splošna bolnišnica Maribor je 2005. leta, ko je vodil Gregor Pivec, naj ne bi imela denarja za gradnjo lastnih garažnih hiš in je v zameno za njihovo izgradnjo takrat na eno družbo, ki se je imenovala Nivo, prenesla stavbno pravico za ta zemljišča za 33 let. Šlo je pa za, kot se je kasneje izkazalo, na sejah sveta UKC so to problematizirali, za pomanjkljivo pogodbo, ker je ta firma potem stavbno pravico prenesla na drugo, svojo hčerinsko družbo in UKC v bistvu v tej pogodbi ni ustrezno zavaroval svojih pravic. No,
To podjetje je potem zemljišča obremenilo s krediti v višini kar 18 milijonov evrov, ni jih odplačevalo in zato so premoženje zasedle banke upnice. V glavnem na koncu je parkirišča in parkirne hiše leta 2019 kupilo podjetje Best in Parking, ki jih ima še zdaj. To je pač podjetje v tuji lasti, ki je specializirano prav za garažne hiše, ima jih po več mestih v Avstriji, Italiji, Švici, na Slovaškem in Hrvaškem. Zapletena razmere in seveda zapletena situacija za zaposlene v UKC Maribor, morda se tudi po našem poročanju kaj spremeni. Hvala, Jana. Prijava stalnega prebivališča je zakonska obveznost, a na slovenskem najemnem trgu vse pogosteje ostaja neuresničljiva pravica. Številni najemniki po sklenitvi najemne pogodbe in plačilu varščine naletijo na jasno prepoved najemodajalcev, da bi se na naslovu, kjer dejansko živijo, stalno prijavili. Takšne prakse povzročajo resne življenjske in administrativne zaplete. Od težav pri študiju, urejanju dokumentov in socialnih pravic do omejenega dostopa do neprofitnih in občinskih stanovanj. Zakon o prijavi prebivališča je pri tem nedvoumen. Najemodajalec prijave ne sme preprečiti, kršitve pa so celo sankcionirane z globo. Kljub temu se zakon v praksi pogosto ne izvaja. Razlogi segajo od pomanjkljivega nadzora do strahu lastnikov pred zapletenimi postopki v primeru sporov z najemniki, ki se bojijo neodjavljivih stanovalcev. Pravna stroka in Ministrstvo za notranje zadeve poudarjata, da prijava prebivališča najemniku ne daje dodatnih lastninskih ali najemnih pravic, a nezaupanje ostaja. Prispevek razkriva globok razkorak med zakonodajo in realnostjo. Najemniki živijo brez pravne varnosti, lastniki pa pogosto delujejo v sivi coni, saj se čutijo premalo zaščitene. Rezultat je sistemska negotovost, ki jo plačujeta obe strani in ki kliče po učinkovitejšem nadzoru ter jasnejšem uveljavljanju obstoječih pravil. Kolega Miha Dajčman, ki je z nogometašem Maribora na pripravah v Turčiji, se je v Beleku za kulisje sodobnega nogometa poglobil skozi pogled kondicijskega trenerja NK Maribor Jasmina Trnovca, moža, ki ga je trener Fedža Dudić v šali označil za boksarskega šampiona. Trnovac razkriva, kako so v Mariboru povsem spremenili filozofijo telesne priprave in igro usmerili v agresiven, visoko intenziven nogomet, ki temelji na presingu, sprintih in hitrih odzivih po izgubljeni žogi. Govori o razlikah med romantičnim nogometom preteklosti in današnjo realnostjo, kjer brez teka, moči in vzdržljivosti ni več prostora za vrhunsko raven. V pogovoru pojasni, kako GPS tehnologija in analiza podatkov razkrivata pravo stanje igralca, zakaj pa številke nikoli ne morejo nadomestiti človeškega stika, komunikacije in razumevanja psihološkega ozadja. Poseben poudarek nameni preventivi poškodb, regeneraciji, prehrani in disciplini izven igrišča, ter odkrito odgovori, kaj se v resnici zgodi s telesom profesionalnega nogometaša po prekrokani noči, ki ne more ostati zamočana. Trnovac deli tudi osebno zgodbo, razloge za svojo trenersko pot in vizijo Maribora, ki želi fizično dominirati doma in biti konkurenčen v Evropi. Pogovor ponuja jasen pogled v to, zakaj telo v sodobnem nogometu ne laže in zakaj se danes na igrišču ne more skriti nihče. To je bil Večerje zjutraj 22. januarja 2026. Z vami sem bil Mitja Sagaj. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podkastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.